Ko poslušamo o vrhunskih športnikih, pogosto slišimo o njihovem talentu, disciplini, zmagah, pa tudi porazih. Redko pa slišimo o tistih, ki so ob njih stali od prvega padca s kolesom do prve etapne zmage, pa vse tja do svetovnega uspeha. Danes imam, lahko rečem, posebno čast gostiti dva človeka, ki sta od blizu spremljala pot fanta iz Klanjca pri Komendi, ki je postal simbol vztrajnosti, srčnosti in ponosa. Tadeja Pogačarja. Dobrodošla v tokratnem podcastu Marjeta in Mirko Pogačar. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Tako kot sem rekla v uvodu in na začetku, res si štejem v veliko čast, da sta si vzela čas in predvsem, da sta privolila v tale pogovor, zato ker se mi zdi, da tako kot sem rekla, velikokrat poslušamo o samih športnikih, o trenerjih, o vsej ekipi, ki je zadaj pri tako svetovno dobrih športnikih. Malo manjkrat pa imamo priložnost govoriti s tistim dvema, ki pa sta zaslužna, da ga sploh imamo, Tadeja namreč. Kako je vama v resnici, ko se zgodi tak preboj uspeha in potem seveda tudi medijska pozornost, kako težko sta se na to navadila, se še vedno morda navajata ali sta zdaj pa že čisto v redu s tem? Moram reči, da sem imela jaz s tem kar velike težave v preteklih letih. Vedno smo, Tadej je zelo hitro napredoval, mlajši mladinec, starejši mladinec, in vedno sem pa rekla, zdaj se bomo pa lahko, ko boš pa mlajši član, boš pa 4 leta mlajši član, se bomo pa lahko navadili na nov sistem dirk, na nove način potovanja in vse te stvari. Ampak je šlo, v bistvu je bil mlajši član samo 1 leto, ker je potem že prestopil res v UAE tim in se je bilo spet treba prilagoditi na nov način življenja, potem je odšel od doma in skratka, zdaj lahko rečem, da zdaj smo se pa nekako ustalili na tem načinu življenja, v zadnjem letu pravzaprav. Ja, veste, Rompom, ki je bil na začetku, ti kar malo prestraš, ampak pol pa z leto boljše se učimo, kaj lahko, kaj ne smemo in tudi znamo zdaj že tudi kakšno mejo postaviti. Ja, se mi zdi, da sploh tako kot ste rekli, ta Rompom, ko pride na hitro, pa vsi bi ponavadi takrat vse imeli. Zdaj vi kot družina, nihče od vaših recimo prednikov nazaj ali pa vidva, da bi bila že prej v nekem športu, da bi vedela, kako se v bistvu temu streže. To je za vas bilo res... Vse je bilo čisto na novo. Mi smo otroke spodbujali, da se ukvarjajo s športom oziroma z neko dejavnostjo izven šole, zato da so imeli širši krog prijateljev, da so se nekje dobro počutili, da so imeli iste interese kot njihovi vrstniki. In nikoli tudi nismo razmišljali o tem, da bi lahko kdo od športa ali pa od te svoje dejavnosti se celo preživljal. To je bilo nam čist nepojmljivo takrat v tistih časih. Tako da smo tudi Tadeja malo bremzali, ne sanja preveč, da bo nastopil na turu ali pa ne vem, nekje na takih dirkah v svetovne serije, ker do tam je kar težka in dolga pot. Kdaj pa je prvič sedel na kolo? A na to dirkalno? Ne, kot otrok. A je bil na kakšnih teh poganjavčkih prej? Takrat ni bilo še poganjavčkov. Mi smo še klasično učili otroke se voziti s kolesom, tiste pomožna koleščka. 3 kolesa, pomožna kolesa in zadaj, pa so pa enega mečkega višji dal, pa še ta drugega, da se je pol malo gibal, pa ravnotežje iskal. Ampak ja, na takih. Pa ponovadi so bile to iz druge roke, Mi nismo imeli kar, zdaj pa bomo kar kolo kupili, ne vem kakšen, pa iskali po trgovinah, ampak je šel iz žlahte v žlahto, rabljena kolesa, več ali manj. Zdaj, Tadej ni edinec, in glede na to, da ste, lahko rečemo, da številčna večja družina, kako je pa recimo bilo to usklajevati, ko se je recimo pokazalo, da je Tadej predan kolesu, kolesarstvu, da se očitno bo tega lotil na malo bolj profesionalen ali pa bom rekla takrat intenziven način kot morda kdo drug od otrok, je bilo težko ohranjati, ne delati razlike med njimi.
No, to se je v bistvu potem šele pokazalo, ko je res šel v UAE tim, ko je res postal profesionalec. Prej tega nismo čutili, ni bilo nobene razlike med otroki. No. Tako da včasih tudi kasneje, kdo od otrok izjavil, kaj se pa sekiraš ali pa kaj pa ti to do tega, jaz nisem tako dober, kaj tedaj. To tako zaboli, kot starša, ampak oni so mogoče to čutili in midva so potem zaznala, da mora res zelo paziti na to, da res posvetiva svoj čas tudi ostalim otrokom, da pač za naju so vsi otroci enako pomembni, enako imava jih rada vse in čeprav so vsi različni, tudi ta odnos do otroka do vseh ni enak, zato so pač otroci različni. Tako da zdaj ugotavljava, da morava res si vzeti čas tudi za druge otroke, takrat, ko imajo potrebo, da sva njim na voljo. V bistvu so več časa posvečala drugim 3 otrokom, pa zavedala so se dejstva, da nikoli jih ne smeva primerjati s tedejem. Kar je pa verjetno na samem začetku kdaj tudi težko, ne? Kaj so bili največji izzivi mogoče? Kdaj uide? Kdaj uide pa, da ti ozavestiš vse to. Saj v bistvu tudi vidimo že midva kot odnos do svojih staršev, pa tako čutimo razliko, mogoče starši niso, vedno opažam, ali pa mogoče ne vedno, ampak velikokrat opazim, da otroci, ki bolj daleč stran od doma od staršev živijo, da so jih starši bolj veseli, ko pridejo domov, imajo drugačen odnos do njih. In midva sva rekla, ko sva se to začela zavedati, sva rekla, midva ne smeva te napake ponavljati in morava pač biti res vseh vedno vesela, ko pridejo. Sej ni težko, ne da bi razumeli, da nam je to težko, ampak mimo grede narediš kakšno izjavo tako daš, da lahko zaboli otroka. Seveda, sploh zato, ker če nekoga, tako kot ste rekli, če nekoga dlje časa nisi kot starš absolutno vesel, da pride, pa ne zdaj, da bi rekli, kaj bolj vesel kot do tistih 3, ki jih pa imaš blizu, ampak vseeno nekaj časa ga pa vendarle vmes nisi videl. In verjamem, da pol je to verjetno kar težko po eni strani skrivati oziroma ravno prav dozirati. Se mi zdi, da zdaj, da smo to prerasli, kot družina, da nimamo več, da tudi otroci so zdaj zadovoljni s svojim položajem ali pa s tem, kar naredijo, ker vsi so, fajn ljudje, hodijo v službo oziroma delajo, kar počnejo, delajo dobro in to je tisto, kar veliko šteje. Ne moreš jih pa med seboj primerjati. Seveda, tako kot nas odraslih, konec koncev. Kako hitro pa se je zgodil ta, bom rekla, preboj, tudi kar se tega tiče, da sta začutila v kakšnem trenutku ali pa vi kot družina nasplošno, da se je majčkeno začela izgubljati identiteta posameznika, v smislu mama Tadeja Pogačarja, oče Tadeja Pogačarja, brat, sestra in tako naprej. To sva pa že prav res zgodaj ugotovila. Čim je Tadej začel videti take uspehe? Ja, takoj. In tudi najemot, ker naj predstavljajo, a viš, da je to je pa mama Tadeja Pogačarja, ona je Marjeta Pogačar, ni samo mama Tadeja Pogačarja, ampak je tudi Barbara, pa Tilna, pa Udvite, sicer je pa tudi moja žena. Tako pa verjetno tudi kaj po poklicu, pa tako naprej. In v bistvu ljudje nas zreducirajo na to edino to vlogo. Ni važno, kaj si, kaj si po poklicu, ali si dober človek, ali si slab človek, ampak si oče Tadeja Pogačarja. To je identiteta in moja se je izgubila. Mrski. Zato pa sem tako zelo vesela, da sta danes prišla, zato ker, tako kot sem rekla, zanimata me vidva v resnici, ker vajna zgodba, tako kot sem že na začetku rekla in tako kot smo se že zdaj v bistvu ta teden, moram priznati s kolegi, ko sem povedala, kdo pride k meni, pogovarjali smo se ravno to pogovarjali, kako hitro se zgodi, ali na eni strani, da kot starša ali družina zelo hitro pozabijo na tisto skromnost, ki so jo morda nekoč imeli, tako kot ste prej na začetku rekli, da je kolo šlo iz roda v rod, ali se zgodi ta trenutek, ali pa se dejansko potem že nehote začne dogajati ta rahla izguba identitete, da pravzaprav kamorkoli prideta sta starša Tadeja. Ja, midva sva se tudi kar malo držala tako tistega življenja, ki sva ga imela. Zdaj
še vedno sva normalno v službe hodila naprej, ne, še vedno hodva. In se nisva spreminjala zaradi tega, ker je pač tedaj ima dobro pogodbo, pa ima dobre finance. To jih midva nimava, ne. To jih ima tedaj mora zase poskrbeti, za svoje življenje mora poskrbeti, on bo nehal kolesariti čez par let, ne. On si mora zagotoviti življenje za naprej. Midva pač seveda mu pomagava, ne, in tudi on bi nama pomagal, če bi prosila, ne. Potrebovala. Ampak v glavnem ne prosila, ne. Midva hočeva, da živimo tako, kot smo živela, ne, in je tudi za vse otroke boljši in se ne bomo izgubili. Ravno to se mi pa zdi, da je pri vama zelo izrazito opaziti, da ne glede na njegove uspehe, zelo dobro ločita, da so to njegovi uspehi in da si morda niti ne bi želela drugačnega življenja kot takšnega? Zagotovo ne, ker tukaj se v tem okolju, v takem načinu življenja se dobro počutva. Recimo, kadar naju že v kakšen hotel bolj svetleč, pa lepo urejen, prišpeljejo ali pošljajo. Ja. Meni tam ni preveč prijetno, moram priznati, ne. Ker mi nismo bili tako vzgojeni, da bi se tudi v bistvu ne znamo niti obleči, niti obnašati tako za neko visoko družbo. Vse se prilagodimo pač, ampak ne počutim se pa tam preveč dobro. No. Ni pa to nekaj, po čemer bi hrepenela, hlastala in si želela, ne, kot mlajša. Daleč od tega. Kako pa se recimo Tadej znajde v takšnih situacijah, če gremo zdaj stran od tekem in od športa samega, ker on se pa mora znajti tudi v takšnih krogih, ne? Jaz mislim, da ne vem, on je tako zelo prilagodljiv, da kamor kakršnokoli okolje ga vržeš ali pa ga potisnejo, se kar nekako znajde. Ali pa mogoče že to, on je športnik in ni neka, ne vem, kako bi to glasbena povedala. Zvezda? Ja, pač se mu mogoče tudi oprosti kakšno napako v obnašanju, ne vem. Sej mi dva nimava kaj dosti stikov z njim tako v takih okoljih, ali pa nikoli se o tem tudi ne pogovarjamo, ampak se mi zdi, da se kar dobro zna obnašati tudi v drugih okoljih. Kolikrat pa recimo potem po kakšnem intervjuju ali pa po kakšni zmagi, ko da izjavo, kolikrat se potem doma v domačem okolju pogovarjate, joj, kako si bil nasmejan, koliko si dobro povedal, joj, drugič bi pa lahko tako povedal, ali to sploh ni stvar debate pri vas doma? Občasno, če me je kakšna stvar zmotila, recimo v kakšni izjavi, ali pri njem, ali pa tudi pri kakšnem drugem športniku, jaz sem mu povedala recimo določene stvari, da naj jih ne naredi, če bo kdaj se s tem srečal in res dejansko tega ni naredil. Katere stvari pa so recimo takšne, ki so vas pri kom drugem, pa pustimo pri kom, ampak tako, da so kakšne ali poteze, geste, besede? Ja, recimo, ena od teh je, da imaš, ne vem, sem dal 110% od sebe. Pač ne moreš jih dati 110, 100 jih imaš. Ne? To mi je ena taka izjava, ki mi nikoli ni bila všeč. No, pa nikoli on res, jaz ga nisem slišala, no, da bi rekel, da je dal več kot 100% od sebe, ali pa da pridejo na oder za zmagovalce z otroki. Ja, ne. Se mi zdi, da to ne paše na oder, da takrat športnik je tam in tisti otroci bojo še teh 5 minut počakali, da ga srečajo svojega očeta. Ne vem, tako. Mislite, da bi razmišljali drugače čez nekaj let, ko bi pa recimo že Tadeja, kakšen majhen Tadejček čakal pod odrom? Ne. Smo se o tem pogovarjali in sem mu povedala, je rekel, ja, imaš prav, to ne bom naredil. Pač takrat otrok jemlje pozornost in zmagovalcu ali pa temu, ki je na odru, ljudem, ki gledajo, ne vem, ne zdi se mi, da to paše zraven. Je pa seveda to na koncu stvar vsakega posameznika, tako kot misli, da je najbolj prav, tako verjetno tudi pač naredijo. Ne? Ja. Zdaj eni to želijo, drugi ne in s tem verjetno ni nič narobe. Po drugi strani je tako skregano s to logiko zdaj ne v varstvu osebnih podatkov. Zakrivamo svoje otroke, ne pustimo, da se slikajo v šolah, ne pustimo, da njihovi podatki grejo, ne vem, nekam v športno-vzgojni karton ali pa zdaj pač si izmišljam. Vse te stvari. Po drugi strani jih pa objavljamo sami na Instagramu ali pa tle na odru za zmagovalce, to vidi milijon
milijone ljudi po svetu. Morda še bistveno več po eni kolesarski dirki, kot pa recimo na Instagramu, nekega uspešnega. Malo se mi zdi to skregano z logiko teh varovanja osebnih podatkov. Če se vrnemo zdaj k Tadeju, tukaj smo dali tudi en napis, da je od nekdaj potreboval nasmejano in sproščeno okolje. A bi rekla, da je bil Tadej kot mlajši ali pa kot majhen fantek občutljiv? A je bil zelo čustven, empatičen? Ali je bil od nekdaj bolj tak? Ne bi rekel, da je bil občutljiv. Videl je, da se nekaj, če se nekaj dogaja, je čutil, da nekaj ni v redu v familiji. Ali med otroki, ali med nama, ali med starši in otroki je bila napetost. In kadar je on to čutil, je on to na en povlihovski način hotel urediti. Ja. Tako da je čustven, seveda je pa tudi sonček bil pola. Ni pa se nikoli prepustil tem, recimo, da bi ga, če je čutil napetosti, da bi pa on postal zaskrbljen ali pa žalosten, ali pa tako nikoli v tem smislu. No. On je zmer čutil nekaj narobe, dajmo, da je to rešiti, in je potem že se kaj spomnil. Ali je plesal, pel, ali je kakšno uslarijo naredil, po domače povedano. Ne, preusmeril pozornost. Tako, ja, prav res je, videl se, da se trudi, da bi nas spravil na višji nivo. In verjetno mu je velikrat tudi uspelo, ne? Ja, ampak sem pol ugotovil, da tudi drugi otroci isto delajo, ne? Tudi kadar Tadej pač je bil v tisti fazi, da je bil z nekom mal da ni bil tako dobi koži, da bi lahko nas dvigoval. Je kdo drug prevzel to vlogo. Tako da je prav zanimivo, sva rekla, vedno je nekdo, v družini, ki hoče dvigati nas na višjo raven, bolj na pozitivno noto nas obrniti. Vedno je nekdo se našel. Ne vem zakaj, ampak tako imam občutek, ko si probam predstavljati sliko vas, ne vem, skupaj, dajmo reči 10-15 let nazaj, se mi zdi, da je bilo pri vas doma vedno zelo veliko smeha, otroškega rajanja, teh nekih malih trenutkov sreče v resnici. No? Ja, tudi veliko smo se igrali skupaj. No. Mirko Malman, ker je zelo veliko delal, jaz sem delala v šoli, recimo, sploh sem delala v osnovni šoli v Črnučah, tisto obdobje je bilo, takrat Vite še ni bilo, sem res bila samo dopoldne v službi, pa zvečer pa priprave in sem imela popoldne res čas z otroki preživljati in smo res veliko bili skupaj zunaj na travniku, v gozdu, na kolesu, pa doma v dnevni sobi. Jaz sem, bom rekla, strgala toliko hlač na kolenih kot otroci, ko smo se igrali, pa smo plezali, pa smo se... Meni je bilo to najlepša stvar, ki jo lahko dam svojim otrokom. In tudi za njih zagotovo najlepši spomini. Ne? Ja. Kot oče tako uspešnega kolesarja, moram vas vprašati, pravijo velikokrat, da za očeta je sin, ne bom rekla, da poseben ponos, ker absolutno smo tudi hčerke očetove ljubice in ponos, ampak morda bolj k sinovom priteče tisto, da rečejo, bo šel po mojih stopinjah, bo šel v smer, kot sem šel jaz. Ste si kdaj za svoje sinove že to želeli? Nikoli. Jaz niti nisem nikoli se ukvarjal s športom. Sem se bolj, kadar sem imel čas, sem se bolj s kulturo ukvarjal, tako amatersko. Drugače pa nikoli nisem hotel, da hodijo po nekih stopinjah, kjer sem hodil jaz. Pa ste pri Tadeju zelo hitro že opazili to željo po kolesarstvu oziroma to ljubezen, ker se mi zdi, da ko so otroci majhni, zdaj tu, če mečkani sebe izhajam, pa probaš to, pa greš za 1 leto malo odbojko trenirati, pa pol greš plavati, pa pol greš malo plesati, pa se malo iščeš, pa mogoče se potem v enem športu najdeš. Pri njem je pa to bilo kar to. Ne, ni bilo. Sploh ne. On je zmeraj hotel delati isto, kot je delal starejši brat, ker je bil 2 leti starejši in mu je bil vzor. In ko je začel igrati nogomet, je hotel tedaj prav tako igrati nogomet. In pol se mi zdi, da je bil dosti spreten, in je Tilen šel pol raj košarko igrati. Tedaj je pa ostal še 1 leto pri nogometu. Pol je pa Tilen presedlal na kolo
in je hotel tedaj tudi na kolo. In od takrat, ko je začel kolo voziti, je to njegova sveta stvar. Vse je naredil za kolo, vse je dal za kolo, pa kolesarstvo. Ves denar je dal, ki ga je dobil za rojstni dan ali pa na dirkah, vse za ali nogavice, ali učala, ali za feltne, ali pa karkoli za kolo. Vse je usmeril v kolo. Tako da na nek način hvala Tilnu, Ja? ne? Da je sploh prvi pokazal to željo in interes. V bistvu hvala Mihu Koncilju, Tako. ker Miha Koncilja je prišel, mi smo se poznali, smo prej že odbojko skupaj igrali, pa Miha je Difovc in je imel telovadbo v telovadnici v Komendi, pa sem jaz hodila tja k njemu na telovadbo. In potem je enkrat prišel, ker je manjkalo članov v kolesarskem klubu, pa je rekel, a bi se Tilen lahko upisal, se ni treba, da trenirati, začne saj za številko, jaz rabim številko, a ne. Smo rekli, ja, ni problema, a ne, upiši ga, a ne, pa je rekel, Tilen, jaz bi pa res začel kolesariti, ne, tako da je pa Tilen začel kolesariti in tako je tedaj rekel, jaz bi tudi kolesaril, ne, pa je rekel, Miha, ne moreš, premejhan si, nimam tako mehnega kolesa zate, tako da pa je tedaj začel januarja, po zimi začel hoditi na te suhe treninge, na Šmarno goro, telovadnice in tako. Ni bil Tilen tisti, ki bi izrazil željo. Samo od sebe, ja. Splet okoliščin. Tako. Ja. Zdaj, omenila ste na začetku, da ste si za vse otroke želela, da so vpeti v šport, da imajo še neko drugo okolje, ne samo tisto, ki ga poznajo v šoli, pa recimo tam, kjer ste doma, ne? Kaj je še tisto, kar mislite, da otroku, ki ima nek šport, neke treninge ali pa neko interesno dejavnost, sej ni treba, da je šport, lahko je to tudi konec koncu klavir, slikanje, karkoli. Kaj mislite, da to otroku da v primerjavi tistim otrokom, ki pa tega nimajo? V prvi vrsti si otrok ima tako izvenšolsko ali pa dodatno dejavnost, zahteva od njega, da se zna bolj organizirati, da zna razporediti časovno, da upravi vse obveznosti, ki jih mora upraviti, da ima čas za nalogo, da ima čas še vedno tudi za prijatelje in za to dejavnost in da vse naredi nekako v pravem času, a ne? Da ne tisto vedno odlaga, se bom pol, ker tle tistega se bom pol ne bo, ne. Seveda moramo starši tukaj zelo pomagati zraven, ti zvečer ob 7 ali pa ob 8, ko boš prišel domov, ne boš mogel ne vem kaj za šolo več delati. To moraš narediti prej ali pa v drugem času. Ne. Hkrati sva pa tudi želela, da tudi domača opravila, da v hiši vsak nekaj postori, da ni to tako, zdaj imam pa jaz trening, pa šolo, doma pa ne bom nič delal. Ne, to ni šlo. Morajo vsak nekaj, če naš drugega pa smetiva nesta, drugič pa kaj, ali pa posodo dati stroja, tako. Ja, pa fajn je, da so prišli še v drugo okolje, kjer so dobili nove prijatelje, druge prijatelje, ki so jih imeli recimo v šoli ali pa doma med sosedi. Druga poznanstva. Ja, druga poznanstva in isti interesi, ko jih tam otrok potem lahko napreduje in je bolj pohvaljena. Ne? Če dela nekaj, kar ga veseli, bo tam doživljal uspehe. Ko v šoli ni nujno, da jih, vsi jih sigurno ne. Tudi doma ni nujno, da ga starši, kakšnega otroka starši, kar skozi nekaj kregajo, ne. V neki taki dejavnosti je pa on uspešen in tam se lahko najde in to mu daje novo energijo za se spopadati s šolo, pa tudi starši, pa tudi mogoče z drugimi neprijetnimi situacijami. Ja, pa za samo podobo. Dvig samozavesti v bistvu, ne? Tako. In neko potrditev. Tako da nama je bilo, recimo, kadar smo kaznovali otroke, pa tako sva kar hitro ugotovila, da jih ne smeva s tem kaznovati, zdaj pa ne bo šel na trening. To je bila najslabša kazen, se mi zdi, da jo lahko daš otroku. Poleg treninga moš ti narediti še kaj drugega, ne? Za kazen, recimo. Ne vem. Še dodatno je smeti odnes, ne? Ali pa travo pokositi. Mogoče, ja, tako v tem smislu. Ja. Je bilo Tadeja potrebno velikokrat kaznovati? Je bil poslušljiv fant, kakšen nasmešek v sebi pove. Zdaj sta se spogledala, kdo bo spregovoril. Kaj boš povedala z avtom? Recimo, zelo dober primer, tedaj nikoli ni, dokler je bil majhen, nikoli ni kaj dosti poslušal, pa ni bil zelo ubogljiv. Najbolj razgovoren primer je mogoče
to, kako se je v avtu zmer odpenjal. On ni mogel sedeti pripet v avtu in to se je ves čas odpenjal in smo velikokrat se morala počakati, pa da se nazaj zapela, pa se je pa spet odpel. To je bilo res naporno eno obdobje in potem sem rekla, zdaj ga bom pa jaz pošolala, kako more biti, da videti, je to res nevarno. Po makadamski poti do hiše res nisem šla hitro, mogoče 15 na uro. 5. Se je on odpel in tako se stal med obema zadnjima sedežema in jaz sem res na hitro sunkovito zavrla in je zletel v armaturno ploščo. In ti zračnik plastičen se je zbil, mislim zbil tako zlomil, neki noto se je zlomilo, on je imel tako veliko bulo pa tle na licu, meni je bilo tako hudo. A mislite, da se je naučil, da mora biti prevezan? Ne, naslednji se je spet odpel. To je bil starenih 3-4 leta mogoče. To je bilo, ni ga bilo možno nekaj tako naučiti, še z tako hudo izkušnjo se on to torej, naučil. Ta del ga bom pošolala, ni bil najbolj uspešen. Ne. In še danes mi je hudo, ko se spomnim tega dogodka. Delamo napake starši, lahko bi se še bolj poškodoval, kot sem pa to pomislila. Ampak se smo rekli, ni bila hitrost, ampak res, učinek je bil pa res, mislim, kako je to preletu tja noter, ne moreš seveda verjeti. ni nepričakovane nič, ne. Ustrajajte, da so otroci pripeti v avtu. In ne delajte takšnih šol, ker niso nujno uspešne. Če bila saj uspešna ta šola. Tako, ni bila. Potem kasneje, ko je že, dajmo reči, veliko bolj treniral, ko so tukaj bile tudi že tekme in tako naprej. Koliko je bilo tega razvažanja, koliko je bilo tega, da ste kot družina skupaj mogli hoditi? Od dečkov naprej pa do starejših mladincev je bilo kar veliko prevažanja. Pa smo jih vzeli na treninge, parkrat na teden. Čez zimo smo vzeli na treninge. Ja, so bili manjši. Nekaj nam je Miha odvozil, ker je šel skoro mimo, pa jih je odpeljal, pa nazaj pripeljal. Pol, ko so bili malo večji, so šli s kolesom že do kluba, pa pol na trening. Na dirke smo jih pa kar morali voziti po Sloveniji, ker v tujino so peljali samo en kombi otroka. Po Sloveniji smo pa v glavnem starši razvozili na vse te dirke. In to je bilo, recimo v enem maju je bilo to 7 dirk. Vse vikende pa še kakšne. No in ravno to, verjetno sta prišla tudi vidva nekje v tem obdobju do trenutka, ko sta rekla, to zdaj pomeni, da bomo mi naš način življenja prilagodili tem tekmam, treningom in tako naprej. Ker se mi zdi, da pri vsem športu, v vašem primeru seveda se je to potem stopnjevalo, ampak zdaj to že zelo hitro se začne. Jaz vidim zdaj recimo, to je že prvi, drugi razred, če so to že kakšni, ali plesne tekme, ali pa mogoče fantje nogomet, to se že zelo hitro začnejo, vikendi tekem in tako. In so starši zelo velikokrat v tem precepu, a zdaj bomo pa vse vikende žrtvovali, tako radi rečejo nekateri, zato da ga bomo vozili po tekmah, kje pa piše, da bo pa glih on nov Oblak, recimo zdaj, če sem pri nogometu. Jaz mislim, da nikoli ne smeš kot starš razmišljati, da boš imel enega vrhunskega športnika, da bo nastal nek zvezda iz tega. Mogoče bo lahko služil življenje s tem, ampak še to ni nujno rečeno. Tako da ne smeš iti s tem ciljem, da bi otrok to treniral. Se družina vedno prilagajaš način življenja tem trenutnim potrebam ali pa zahtevam, ki nastanejo zaradi otroka ali pa s pomočjo otroka. Tako da nama to ni bilo nikoli tako težko jih voziti, ampak ker sva bila pa zelo utrujena, ker čez teden moraš postoriti vse ostalo, ker hodiš soboto, nedeljo okrog na dirke. Nama je bila tudi priložnost videti kakšen nov kraj, spoznati nove ljudi, naši otroci. Ste vsi skupaj hodili? Ja, pa tudi otroci, med sabo so se ekipa zelo dobro razumeli, otroci, in mi smo se starši tudi med sabo povezovali pa družili, tako da je bilo čisto lepo pa prijetno hoditi na dirke. Kdaj se je pa potem zgodil tisti največji preobrat, ko pa tadej ni več potreboval vajnega, ne samo prevoza, ampak ko je naenkrat druga ekipa, če lahko tako rečem, začela za njega. Verjetno, ko je prestopil v to profesionalno vlogo, ne? Ja, jaz mislim, da tega prestopa do zdaj še ni bilo.
Mislim, da najprej smo otroke vozili, zato ker smo jih morali in je bilo to logično njemu, da smo na dirki. Ko so pa že sami hodili, pa rekel, pa se je kačta hoditi na to dirko, se ni nič tazga, pa sva imela občutek, da ni jih najbolj zadovoljen, da sva mi dva tam. No, zdaj, ki pa v UAE že nekaj let, je pa skoraj vsako leto ima večjo željo, da sva za progo. Da prideva na dirko. To se pravi, da se še ni nehal. Da se še nadaljuje. Ampak zdaj tudi mi dva z veseljem tudi greva. Mislim, tudi imamo razmere malo drugačne, kot so bile. Tako, ja. Kako je biti starš na takšni dirki, ko veš, da je otrokova želja, da si tam? Jaz se upravičujem, jaz imam zdaj že po mojem ta tretjič ali pa ta drugič se vzne oči, pa verjetno jih bom še parkrat imela, zato ker se mi zdi, da so to za starša, ne vem, nedojemljivi občutki. Ja, čeprav zdaj vidim tako, kako sva, na kakšen način sva živčna ali pa tako negotova včasih tudi za progo. Pač v kolesarstvu je tako, da nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Spremljaš takrat, ko sva ob cesti, velikokrat nimava signala, ne morava spremljati dirke ali pa sam občasno podatke dobivava. Sva pa tako zelo nepriljudna takrat, no. Pa sploh nisva vedela, zdaj sva ozavestila, da sva tako bolj, da nikogar ni zraven, ker se nisva sposobna sploh nekako pogovarjati ali pa po mojem gledava zelo nasršeno takrat ali kako, če naj kdo zmoti, ne vem, tako, ko se pa reče, kako sem jaz temu človeku odgovoril, se namaram, da sem tak, ampak ja, živci tako delajo, In verjetno tudi vidva takrat vmes nimata prav veliko komunikacije. Ne, rajš sva bolj posebej. Vedno izbirava te točke, kjer bova stala za progo, da ni preveč ljudi. Ja, ko vsi hočemo, da gremo na slovenski ovink ali pa ne vem kam tam, ki je veliko folka, pa veliko, ki je glasno, pa se je glasno navija, pa v redu sem tam ne moreš spremljati, ker vsega drugega rompom pa ima toliko okrog, da ne veš, kako dirka poteka, ne veš kaj in pol... Pa si pa še skozi se nekdo mota, a se lahko slikamo, a vidva sta pa starša, ja, sva, tako, rajš se malo v kakšen bolj miren kotiček sprahovano. Kako pa je hudo takrat, ko na tekmah ne gre, ali pa ko na kakšni dirki ne gre tako, kot vesta, da si je Tadej zastavil ali pa želel? No, to je bilo pa lani na Col de la Loze, je bil pa res. Zdaj le bom jokati najbolj začela, ker takrat je bilo pa res tako hudo. Vsi smo jokali, od maserja do mi, ko smo se srečali tam, to so bile solze, krokodilje. Kaj so tisti občutki, ko najprej, ko se začne, ko se vidi, da ne gre, ali pa ko je, dobro, pustimo zdaj poškodbe, paci, ampak tako, ko je res signal, razočaran bo, ne bo šlo, kaj vam gre takrat po glavi? Je takrat prva misel, kako bi mu pomagali, da ne bi bil toliko razočaran? Ja. Ali kaj se sploh takrat seveda, tako hočeš, da bi otroku pomagal, pa mu dati, ne vem, še zmer si v redu, tudi če ti pač ni šlo, normalno se te paci ali pa neuspehi enostavno morajo biti, tudi v športu. Sestavni del športa, tako. Morajo biti, jih je pa težko prenašati, ja. Ne vem, jaz ne vem, če rekli lih za razočaranje, tvoj otrok trpi, dejansko je takrat trpel, takrat je bil bolan in je trpel. To je najhujše, Sej, če pade, veš, da pade, pa sem upaš, da ni kaj polomil preveč, pa da všel čim prej naprej, ampak če pa vidiš, da mu ne gre, pa da mora še 20-30 km jeti, in pa da se muči, to pa boli. Pa takrat sploh se lahko gleda naprej takšna stvar, ali se raj, ne vem, ne bom rekla stran obrneta, ampak raje ne gledata to. Pač gledaš, ker ne veš, kako bo, ali bo zdržal, ali ne bo. Takrat vem na Col de la Loze, da sem mu rekla, če boš odstopil, pač lej, mi smo tukaj, če boš rabo, da te peljemo domov, te peljemo domov. Povej, kar rabaš, kako ti lahko pomagamo, Gledaš otroka, ki trpi, lahko, ko gledaš pol, recimo starša, ki umira, ne boš se stran obrnil,
tolažeš, mu daš roko, ne ve, da si zraven. Koliko pa takrat Tadej potrebuje? A je Tadej človek, ki potrebuje to, bom rekla, varno zavetje, varno okolje v tistih trenutkih, ali rajš sam? Težko reči. Ne vem, Tadej se zelo hitro pobere. On sam pa se prezmisle in to tudi po izjavah, po tekmah lahko tako rečemo. Ne? Ja, čez par minut ima že nov plan. Ampak tudi tako, mi dva v bistvu s tem nimava prav dosti izkušenj, ker ne vem, če si ljudje si verjetno drugače predstavljajo, kako izgledajo na koncu ene dirke ali pa etape. Kadar mi dva sva na cilju, ga mogoče srečava z objem in potem gre naprej en stavek in gre naprej. Mi dva nimava časa, mislim, on nima časa biti z nama, a ne, tako da takrat se mi v bistvu nič ne pogovarjamo, nikoli ni te priložnosti. Ta priložnost recimo na 3-tedenski dirki je takrat mogoče, ko je prost dan, da prideva takrat zjutraj do hotela, kjer je, preden gre na trening oziroma na ta Coffee ride. Coffee ride. To edino, da smo takrat mogoče 5-10 minut skupaj. Nismo, kdo rekel, za 1 minuto gresta vidva na to, da ga spremljate, da ga vidite. Ja, greva za to, če smo toliko mača skupaj. Mi dva greva za vsak nasmeh, ki ga dobiva za progo, ker kadar gre Naja, se nasmehne, roko dvigne. Ja, vedno. Skoraj vedno, no, razen takrat, če je res v enem pogonu, da mora se boriti za pozicijo. Ali pa da so mi dva med preveč ljudmi, da ne vidim. Tudi zato sva rada bolj na samem, pa zastavo moramo obvezno imeti, da najprej opaz. In ko pride mimo in ko pomaha mečkano z roko. Ja, ali pa nasmehne se vedno. Ali pa sam pogleda, pač odvisno, kakšna je situacija. Včasih samo ušine z očmi in veš, da te je videl, da je zadovoljen, da sva tam. Kot starša pa zagotovo po njegovi obrazni mimiki lahko zelo hitro prepoznata, kje je. Tudi po gibanju telesa. Kako pele, kako se pele. Pa bi rekla, da to prepoznajo tudi tisti, ki redno spremljajo Tadeja in kolesarstvo, ali je to prednost biti starš? Se mi zdi, da zdaj že kar veliko ljudi vidi, ker če ti ga večkrat vidiš, kako se pelje na kolesu, pol veš, govorica telesa res veliko pove. In tudi te nasmeški se mi zdi, da so pri njemu kar ena taka stalnica, da tudi takrat, ko mogoče je težko, kar je veliko krat, ampak ohranja ta nek pozitivizem v sebi. Po kom ima to? Se je to priučil? Ne, mislim, da mu je bilo to položeno v zibelko. Tako je. No, ampak zdaj, če gremo pa še mečkano k tistemu delu, ki pa je tudi sestavni del tako uspešnega športnika. O fundaciji bi rada še kakšno rekla, tudi vidva sta zelo veliko vpeta vso to dogajanje. Kako je nastala sploh ideja? Zakaj sploh? Tedaj je imel enega trenerja, ki je bil zdravnik v Ameriki. In oni so raziskovali rakove celice, pa iskali zdravila, in sta bila dosti povezana. In je prišla ideja, da bi fundacijo ustanovila v Ameriki, Cancer Foundation. In je tisto nekako bilo zaživel, oziroma ni zaživel nikoli. Ustanovljena je bila, denar se je nekaj izgubil, nič ni bilo, in tedaj je pol odstopil. In ko se je zgodila poplava v Sloveniji leta avgusta 23, je rekel, zdaj moram pa jaz pomagati. Ker konec koncev Komenda je bila tudi precej prizadeta takrat. Tudi mi smo bili poplavljeni drugače. In je takrat na Kongresnem trgu podpisoval kartice, se slikal z navijači in za vsak podpis je rekel, da da 10 evrov. In takrat smo rekli, da moramo pa to pa ljudje so tudi lahko prispevali, takrat ustanoviti fundacijo, ker mora biti transparentno, kam denar gre, ne bo kaj narobe. No, in to fundacijo smo pol z enim odvetnikom skupaj ustanovili.
Tako da Zdaj fundacija res dela že dobro leto, no? Je kar trajalo, da se vse dobiš dovoljenja na ministrstvu. No, ti si malo trajal, ja. Ja. Tako da zdaj fundacija deluje in smo že nekaj akcij uspešnih izpeljali. Najbolj prisrčna mi je bila mogoče ta akcija, ko smo junakom 3. nadstropja kupili 2 kolesi za hitrejšo, boljšo rehabilitacijo. Pa razpis smo dali takrat po poplavah, da so se ljudje lahko prijavili in smo ta denar, ki smo ga takrat zbrali na Kongresnem trgu, potem razdelili med 17 družin, ki smo jih pač morali zbrati nekako. Ne. Mi smo ta denar že izplačali, pa še ena akcija je bila. Zbirali smo za akcijo, zdaj smo zbirali denar s pomočjo teh fotografij z trga v Sieni. Ko je tedaj prišel skozi cilj, smo naredili, lepo ukvirali slike te fotografije in v bistvu so ljudje donirali po želji in potem smo žrebali 10 srečnežev, ki so dobili potem te fotografije. Tako da nekaj jih je šlo 2 v Ameriko, ali 1 v Ameriko. Po celem svetu. Po celem svetu, no. Po Evropi največ. Koliko pa tedaj potem, ko pride, ko ste spet skupaj, koliko je recimo tudi on potem upet v te stvari, koliko ga to, mislim, verjetno prav časa veliko za takšne stvari nima, zato sta tudi vidva priskočila na pomoč in to prevzela, ampak zdi se mi tako zelo srčen človek, da se ga vseeno verjetno vse te stvari zelo dotaknejo. Tedaj fundacija zelo veliko pomeni. On bi za to fundacijo res ves čas razmišlja, kako bi še lahko in zbirali sredstva in kako bi jih potem naprej posredovali oziroma dali ljudem, ki to res potrebujejo. In res si prizadevamo, da bi bilo res vse transparentno, da je to tako stoji, kot je treba. Ker včasih se pa kdaj tudi zgodi, da pa temu ni tako, ne? Ja. Marsikje. In če se zdaj vrnemo še mečkano, ne vrnemo, ampak če v okviru fundacije spregovorimo še o posebnem dogodku, ki se bo odvijal na Krvavcu, jaz priznam, da se ga že zelo veselim, ker o njem že kar nekaj časa poslušam, tudi doma, ki se mimogrede že pripravljamo na dirko, ki se začne 5. julija, ker pri nas je to obvezno takrat prižgano in je treba spremljati. Zakaj ta dogodek, kakšen dogodek se bo sploh odvijal? Nekako sem si jaz vedno želela nek drugačen sprejem kot to, kaj je na Kongresnem trgu ali pa v Komendi. Nek dogodek, kjer bi bili Tadejevi oboževalci nekako nagrajeni, da so s Tadejem skupaj. No? In ko se je Simon Rožnik iz podjetja, iz agencije Extreme obrnil na naju s to in predstavil projekt, sem jaz takoj rekla, no to je to. Nekaj tazga sem si vedno želela in bomo to uredili oziroma organizirali. Tako da ta dogodek s klanca v klanc bo potekal 12. oktobra, ker to je bil edini datum, ki ga je Tadej lahko potrdil, da takrat pride. Nekako pozno je jeseni, ampak upajmo, da bomo imeli... Se imamo zdaj te indijanska poletja, tako, pa bo še lepo vreme. Tako. In dejansko bodo štartali v nedeljo dopoldne, malo čez 10 se mi zdi iz Komende. Do Cerkelj bo potekala zaprta vožnja. V Cerkljah v krožišču se bo Tadej in Pogi tim, ki ga bojo spremljali, fantje in Pika tim, kolesarji ga bodo spremljali, se bodo pomaknili ob rob ceste in spustili vse kolesarje mimo. Tako da kolesarji bodo tam začeli zares lahko kolesariti. Torej dirkati. In ko bojo šli vsi mimo, bo Tadej štartal za njimi, verjetno bo Urška tudi z njim, no to se z Urško še ne vemo točno, kako bo. In jih bo potem počasi prehiteval. Dobrih 1000 naj bi jih bilo na štartu, maksimalno število je 1189 in zdaj Tadej bo moral nekako prehiteti čim več, upajmo, da čim več, mogoče celo vse kolesarje. Potem pa na vrhu... Na vrhu bo pa podcast se bo posnel, tako da bojo vsi ljudje, ki bodo gor, lahko poslušali podcast. Podelile se bodo tudi nagrade oziroma ne nagrade. Od 1. julija naprej bo potekala dražba na spletu 10 Tadejevih artiklov in
takrat na Krvavcu se bodo potem tem ljudem, ki bodo to ponudili največ, podelili te predmeti. No. Koncert bo tudi na Krvavcu, nastopila bo Siddharta. Upajmo, da bo pogodba še ni podpisana, ampak ja, vse se dela v tej smeri. Je tudi sicer Tadej fan Siddharte? Ja, Tadej je všeč njihova glasba, tako da je bil zelo vesel, ko je slišal, da pride Siddharta igrati na vrh Krvavca. No, drugače bo pa dogodek začel že v soboto, 11. Takrat Tadej vozi še Lombardijo, zadnjo dirko v sezoni. Bomo big screen v šotoru, v Komendi naredili, bo tudi koncert zraven. Po dirki bo koncert. Bojo tudi medijski sponzorji zraven in takrat se bojo prevzemile tudi štartne številke lahko. Aha, za potem naslednji dan. Za naslednji dan. Pa catering bo, pa imamo barista svetovnega prvaka, ki bo pripeljal svojo kavo, pa svoj kavomat. Iz Francije pride. Ja, on je podaril en kavomat s Tadejevim logotipom, ki bo tudi en predmet na tej dražbi. Tako da si obetamo, da bo to res velik dvodnevni v bistvu dogodek in upamo, da bo prišlo čim več ljudi, da bodo že v soboto navijali za Tadeja v šotoru in potem v nedeljo tudi za cesto, da jih bo čim več in da bo res neko pravo vzdušje. Zdi se mi mogoče tudi zaradi tega, ker mal prihajam iz teh koncev, zelo blizu Komende živim in seveda vsakič, ko se je rondo obarval, smo ga mogli pogledati in tako za vse večje dosežke. Ampak zdi se mi, da za vsakega športnika je seveda kraj, v katerem je odraščal in odkoder prihaja, da krajani dihajo z njim, da so te sprejemi, bom rekla, množični, veseli in srčni in tako. Zdaj, mogoče se pravim, to gledam malo z drugimi očmi, ampak zdi se mi, da Komenda pa res tako diha na vsakem tem sprejemu, da se res ljudje, pa ne samo iz Komende, pripeljajo od ne vem kje vse in da so tudi domačini konec koncev takrat veseli in ponosni, da ni potem kakšnih, se vemo, kdaj se lahko potem zgodi, zdaj pa je kle taka gužva, zdaj pa nimamo kje parkirati, pa tako, ne. Se mi zdi, da takrat je res praznik v Komendi, vse se ustavi in ravno ta dogodek bo morda tudi zdaj lahko bil takšen praznik. Želimo si, da bi bil tak praznik. Poleg tega pa pripravljamo še en dogodek, ki je pa spet na željo Tadeja. Kolesarsko društvo Rok pa Pogitin smo že nekaj let organiziramo kriterij Tadeja Pogačarja, ki je bil v coni v Komendi. V industrijski coni. V industrijski coni in zdaj je že, to je že od leta 2019. Prvo leto je bil že tudi Tadej prisoten, ne, pa pol... Prvo leto je dirkal, drugo leto je bil prisoten, pa je en krog odpeljal, pa je odvil, ne, ampak v glavnem to je njegova dirka, nosi njegovo ime. Ne. In zdaj so teammati oziroma njegovi sotekmovalci želijo priti na ta kriterij, na njegov kriterij. Pa ne samo njegovi sotekmovalci, ampak tudi drugi kolesarji. In je Tadej našel zdaj 14 dni po turu, termin. Tako da to je zdaj 9. avgust. 9. Ja. avgust. In smo prestavili krog iz industrijske cone v središče Komende. Wow. Štartamo pa v občini, gor do cerkve. In potem po eni mehki ulici pred vasjo Klanec že dol, pa ostro nazaj na Komendo, krog 1 kilometer dolg. Kriterijska dirka, se pravi, se točkuje vsak 5. krog in kdo ima največ točk, ta zmaga. In so potrdili že kar, mislim, da je že 10 profesionalnih kolesarjev potrdilo udeležbo. Tako zdaj, ko to razlagate, razmišljam, kako v bistvu takšne stvari Slovenijo prepoznavno nosijo v svet. Se vam zdi, da se dovolj zavedamo tega? Mislim, da ne. Jaz se bojim, da bomo zamudili vlak oziroma da se nam bo odpeljal vlak. Ker kdaj, če ne zdaj. Ne? Tako, zdaj bi morali bolj to izkoristiti kot občina, kot država, cela regija v bistvu bi lahko, se mi zdi, več naredila na tem. No. Vse vejo, da take stvari stanejo, ne? In je res škoda, da
podjetja uspešna, pa državne institucije ne pristopijo zraven, da ne vidijo, ne vem, potencijala v takih razsežnostih ene dirke, ki je. Zanimivo, ne poveduje, ko pa je treba navijati, pa ko je... Ko se treba slikati, so vsi zraven. Ja. Torej, nimam napačnega potem vtisa, da je temu tako. Ja. Da takrat, ko bi pa dejansko se kakšnega pokrovitelja dodatno še potrebovali ali pa konec koncev kakšno pomoč strani države, pa ni vedno tako. No, tako da vabim vse, ki so pripravljeni sodelovati na eni dirki, oziroma na eni ali na drugem dogodku. Pa tudi vse navijače, ne pridejo za progo, ne navijajo, bo fletna. To mislim, da nas bo kar dovolj takšnih, ki bomo lahko glasni, pa upam, da dejansko, dajmo reči, da se najdejo tudi takšni vmes lastniki ali direktori, ki prepoznajo to kot ne samo, tako kot smo prej rekli, nekaj, da se ponese v svet, ampak ne samo kot priložnost za njihovo promocijo, ampak konec koncu za nekaj velikega. No. Ja. Pa tudi vse kolesarje, ne se ustrašiti dirke s klanca v klanc. To ni dirka vseh dirk, to je druženje s Tadejem Pogačarjem. Tam ne bodo prišli profesionalni kolesarji, ampak amaterski kolesarji, ki vozijo kolesa brez elektrike. To je edini pogoj, da brez elektrike morajo priti. Pa mogoče je fino, da se kakšen kilometer že v življenju naredil. Recimo, če toliko voziš kot midva pač ne prideva na Krvavec s kolesom in sva toliko samokritična, da tja gor ne morva s kolesom. Leto še ne, mogoče drugo leto. Kako pa sta kaj na kolesu vidva? Zdaj sva že malo boljša. Ja. Slabo. Moram reči, zdaj sva bila na Dauphineji, ko sva že kar te klance premagovala, ampak ne v celoti še, ampak ja, kar. Nama gre boljš. Je Tadej bil tudi pobudnik, pa rekel, da je ta pejta mal na kolo, vama bo boljš, fajn. Ne, to je treba jeti na kolo, če hočeš jeti za progo. Ker ali pa boš peš hodil po soncu in po vsem, pa še nazaj dol, ker je res dolgo. No, zadnje s kolesom lažje kot lažje potem dol, ja. S kolesom se malo trudiš, da prideš par kilometrov v hrib, nazaj dol gre pa z lahkoto. No, čeprav včasih morava sploh na turu, ko so ceste bolj zaprte, ko je res veliko ljudi, pešačimo tudi dol ob kolesu. Dosti krat. Ker je preveč ljudi. Tako, ja. Zdaj se približuje dirka. Kakšni so občutki tik pred? Koliko ste takrat pred samim začetkom kaj na vezi s Tadejem? Koliko je kaj tega kontakta? S Tadejem smo v glavnem na vezi, kadar kaj rabba, oziroma kar fundacija rabda kaj posname, ali za event kaj posname, ali zdaj se dogovarjamo zaradi te dirke kriterija, je treba to urediti, pa ono urediti. Tako da bolj te stvari, ki jih poslovne, rečemo, formalne urejamo. Zelo malkrat se nam zgodi, da res klepetamo. Da bi rekli, zdaj pa imamo čas, pa klepetamo. Nismo prav zelo tako, da bi se klicali, pa ne vem, kaj delamo zdaj. Ne. Zato, ker dejansko zmanjka časa, ali je to tudi mogoče mal vidik tega, da se ga pusti čim bolj v narekovajih pri miru, da se ga ne obremenjuje? Po eni strani to pomanjkanje časa tako pri njem kot pri nama, pa tudi on ima ogromno telefonskih klicev, ogromno njih prošenj in mi dva si rečeva, zakaj bi ga pač motila, sploh pred dirko ga nikoli ne motva, ali pa med dirko ga nikoli ne kličeva, ker se nama zdi, da pač nič mu ne morava mi dva pomagati ali pa prispeva, da bi se on boljš počutil. Tako da, ja, če ga pa raba, da se kaj dogovorimo ali pa tako, ali pa če on rabi, pokliče. Mislim, hecno se mi zdi, ko me po eni dirki vprašajo, kaj pa je Tadej rekel? Ja, kaj jaz vem, kaj je rekel? Nisem jaz z njim govoril. Se ste vi mogoče prej z njim govorili? Tako, ja, več videl po televiziji. Jaz ne moram njega po vsake dirki še jaz klicati. Že tako ima obveznosti milijon. Ja, ljudje si to mogoče res narobe predstavljajo, da zdaj pa takoj, ko je dirke ali pa nekega dneva konec, zdaj pa vi skupaj sedite v, ne vem, hotelu in razglabljate v dirki. Ne? Ja, Moram še
to dodati, da mi se v bistvu nikoli o tem sploh ne pogovarjamo. Če smo mi skupaj, recimo, da se cela družina zbere, mi se ne pogovarjamo o kolesarstvu in o dirkah. Mi smo takrat družina, imamo, ne vem, smo vsak svoje življenje in vse v bistvu dejansko se v službi nobeden doma z otroki ali pa z drugimi ne pogovarja. Redko kdaj, ne? Ja, redko kdaj, ja. Kako pa sta vidva sprejela, bom tako po domače rekla, vašo ta mlado? Jaz sem tako vesela, da je najdu Urško. Se mi zdi, da sta ustvarjena drug za drugega. Tako, res sem vesela in tudi za ostale otroke, pač sem vesela za vse njihove partnerje, ki jih imajo, ker če so za njih dobri, so tudi za naju dobri in ne glede na to, kdo bi bil. Ampak mi doma res srečo, vsi ta mladi so fajn. Res fajn. Zdaj govorimo seveda o Tadeju, zato ker redim pri njemu lahko po televiziji, kdaj vidimo tiste čustvene objeme, ko se srečata v cilju in takrat se mi zdi, da pa ga ni junaka, ki gleda televizijo in ni mečken solzen, ne? Ja, se mi zdi, da so to najlepši trenutki, najlepši posnetki, ko se srečata z Urško po dirki ali pa tudi tako, kadar sta tako skupaj. Ali pa ta izjava zdaj, ko je rekel, jaz sem mogel pohiteti na cilj, da sem videl, kako Urška dirka po Švici. To se mi zdi, ves čas tedaj ima ves čas v glavi Urško. In se spomnim 2 leti, že bo 3 leta nazaj, ko je Urška dirkala Giro, pa tedaj je bil pa že na turu. In ko je Urška padla takrat in imela lažji pretres možganov, je tedaj hotel nehati dirkati in iti k Urški. Na srečo ni bila Urška toliko poškodovana, da bi mu pač lahko povedala, da lahko skrbi zase in da je v redu, da ne ostane na dirki, tako da je ostal tisto leto. To je bilo, mislim, 23. Ja, kar prezadane, če zelo skrbi, da je vse v redu z Urško, če je z Urško vse v redu, je s Tadejem tudi. Ja. Torej bi lahko tudi kakšne takšne stvari vplivale recimo na njega. Zdaj, dobro, pustimo kakšne njune mehne konflikte, ampak tako, če bi recimo vedel, da Urška ni v redu, ja, ker to je verjetno... on bi šel v Urški. Aha. Pa so takrat recimo, a je v takšnih primerih, ne vem, kdaj potreboval kakšnega, bom rekla, terapeuta, ki bi mu pomagal skozi kakšna obdobja tekmovanj? Ne. Tedaj si sam sebi najboljši terapeut, vsaj imam tak občutek. Pa mal vidva, pa mal Urška, pa mal celotna družina verjetno, ne? Ja, verjetno, ne vem, sej mi dva zdaj ugotavljava, da naj je vedno bolj vesel, da naj jo vidi, da si vzameva čas, pa da greva na dirko. Konec koncev je to kar naporno, a ne? Seveda. Ni to iti tamle malo v sosedno Istro, ne? Ne, je čist neki zelo aktiven dopust. Ne sem to, da je delač, ne. Transferi so velike, ne. Vsak dan je treba prevoziti 100-200 kilometrov v gužvi na turu sploh, ker ne moreš... Pa vročina, pa hrana malo mimo grede in tako. Ne moreš na progo, ne, na cesto, ker je... So ceste zaprte, ker je so gneča. zaprte, ali je gneča taka po koncu dirke, da stojiš na cesti 1-2 ure, ne. Pa moraš pa še 200 km narediti, pa kam se boš sparkiral spet, ker moraš najti en prostor, ne, da se boš sparkiral, če bo slučajno še odprta cesta nekje. Ker tudi ni, ne, zmeri. Zato res rabva kolo, ampak ne na elektriko, zato ker nimaš kje polniti svojega kolesa na elektriko. Potem sam tisto težo spet v klanc rineš, ne? Ja. Enostavno bi bilo recimo vsako 4. dirko jeti, ne. Ti greš 2 dni, 3 dni prej gor se že sparkiraš, tam počakaš. Lepo malo uživaš, ne. Ampak mi ga hoče biti na vsaki, ne? Sejte, da mora tudi biti na vsaki. Ja, ampak mi se pa na koncu ugotavljam bolj utrujena kot tedaj, kot dirka, mi se pa samo z avtodomom vozval. Pa pride ta hudo utrujena verjetno nazaj, ne? Ampak ta utrujenost se zagotovo pozabi v trenutku, ko ga vidite na zmagovalnih stopničkah. Nič ne bomo tudi govorili. Če ne zmaga. Tudi če ne, Samo da je zadovoljen. Tako. Da vidite otroka zadovoljnega na koncu, ne? Njemu je najbolj pomembno, če da vse od sebe, ni važen rezultat. On pri sebi ve, da je vse naredil, kar je lahko. Zdaj pa je prvi, a je 25, nima veze.
Koliko pa vaju, kdaj še zabolijo kakšni negativni komentarji po kakšnih tekmah, dirkah? Zelo. Še vedno, zato jih raje nabereva, ampak če ima kdo kaj za vprašati, ne pride do mene ali do naju, pa ne vpraša. Pa ne pride do nas, ga spustimo v hišo, da bo videl, kako živimo, kako smo živeli, mu povem. Ne pa na to odsvet brez veze. Jaz vem, da nobena zmaga ni v redu, če je z goljufijo prigarana oziroma pridobljena. Taka zmaga ne pomeni nič. In to tedaj ve. Taka zmaga ni zmaga. No, pa tudi to, en vidik tega, drug vidik bi bil pa, se zdaj govorimo verjetno o nedovoljenih sredstvih in tako, tukaj je še največ teh komentarjev, ja. Teda je vedel, da so škodljiva za zdravje, ne. Dostikrat se vidi, kakšen športnik srčni zastoj doživi ali pa je kaj drugega narobe, pa se vpraša, zakaj tako zgodi, pri 25 letih recimo, ali pa, Ja, neugodni učinki na zdravje so in zakaj bi se ni treba, da vedno zmagaš, zakaj bi karkoli imel, če ti ni treba. Je kdaj tudi doma še prej recimo bila debata o teh stvarih? Sta imela kdaj občutek, da sta se morala, pa ne zdaj samo o tem, ampak nasplošno, kaj bo profesionalen šport njemu lahko prinesel v smislu, da bo lahko prebiral v sebi marsikaj, tudi seveda po večini neresničnega in tako. To se nismo nikoli o tem pogovarjali, kakšna bo podoba v medijih, pa tako to sploh nismo predvidevali tega, ja. So pa v klubu že kot otroci, pa skozi vsako leto so podpisovali zavezo, antidopinško prisego. Antidopinško prisego. Pač v klubu so se pogovarjali že o tem, o nedovoljenih poživilih, kako to pač ni primerno za športnika in so prav prisego podpisovali vsako leto sproti. Tako da se jih v bistvu že v klubu kot majhne. Ja, ker Tadej in Tilen sta začela kolesariti 2008, ko so bili največji škandali v bistvu v kolesarstvu, ko je bilo največ tega dopinškega, teh afer. No, še povej tisto, kar je ena zdravila dobil zaradi... Enkrat je imel eno alergijo na sonce, se mi zdi, pa sem šla v lekarno iskat klaritin, ko je dala zdravnica recept, pa tako vprašam v lekarni, a bo to imel slučajno kakšne vplive na njegovo zmožnost, pa je rekla, farmacevtka je rekla, kvečem bo bolj zaspan, če ga ne bo spodbudil. Tako da se mi zdel tak zanimiv primer takrat, njega je to ves čas tako skrbelo, da ja ne bi posredno dobil kakšnih takih sestavin vase, da bi lahko bilo neprimerno ali pa nedovoljeno. Če si bo mogoče Tadej kdaj vzel čas in preposlušal in pogledal naš pogovor, kaj je tisto, kar bi mu kot starša pred dirko, zagotovo to sicer ne bo pogledal, pa vendarle se to velja za vsako dirko, kaj je tisto, kar bi mu vidva sporočila? Srečno Tadej. Pazi nase in na svojo ekipo, ker tudi na ekipo mora paziti. Brez ekipe ne more, v kolesarstvu ne moreš nič. Najlepša vam hvala, da ste si, tako kot sem rekla na začetku, vzela čas, prišla na tale pogovor. Jaz vam vsem skupaj kot družini, ne samo Tadeju, želim veliko sreče in zdravja še naprej, veliko uspešnih dogodkov, veselimo se obeh, ki prihajata zdaj v kratkem in povabimo še enkrat, da se jih udeležijo ljudje v čim večjem številu. Ne? Tako. Najlepša hvala vam tudi z najine strani za to priložnost, da sva lahko povedala nekaj stvari. Pa upam, da ne bo kdo kaj zameril. Hvala lepa še enkrat.